Posledice onesnaženega zraka na otroški organizem, ki se še razvija, so v bistvu še bolj kompleksne, še hujše in težje kot pri odraslih. Nedvomno. Otrok ima še nezrel imunski odziv, zaradi česar se težje bori proti vdihovanim onesnaževalom. Poleg tega pljuča kot organski sistem še rastejo in so zaradi tega bolj dojemljiva, bolj vulnerabilna, bolj občutljiva za neugodne vplive iz okolja. Otroci se tudi več časa preživijo na zraku zunaj, tudi v teh najbolj problematičnih urah dneva, se pravi v teh delih dneva, ko je največja onesnaženost z delci onesnaženosti. Poleg tega tudi dihajo hitreje, pač njihov način dihanja je takšen, da dihajo glede na telesno površino, podihajo več zraka kot odrasel in zaradi tega dobijo v svoje telo več zraka in s tem tudi več onesnaževal. Poleg tega otroci, večina njih diha skozi usta, tako da tudi nos ne opravlja svoje naloge očiščevalca in s tem blažilca tega zraka onesnaženega. In kakšna je denimo primerjava med onesnaževali iz zraka, ki jih v svoj organizem dobijo starši, ki peljejo malčka, ki je še v vozičku na sprehod, denimo sredi dneva, ko okolje ni najbolj zdravo, in kolikšni odmerek takšnega zraka in takšnih snovi dobi otrok? Ti podatki so prav srhljivi. Raziskave so pokazale, da dojenček oziroma majhen otrok, ki ga starši v vozičku peljejo ob denimo prometni cesti, vdihajo do 60% onesnaževal več kot pa starš, ki ga spremlja. To pa zaradi tega, ker je otrokova glavica na višini oziroma otrokovo telo na višini, približno na višini izpušnih plinov, izpušne cevi avtomobilov, se pravi približno pol metra, 80 centimetrov od tal. Tako da to je bila več raziskav, ena od njih objavljena lansko leto v strokovni literaturi in je v Angliji denimo vzbudila zelo veliko pozornosti. Pri nas pa njeni izsledki nekako niso prišli v javnost, niso bili tako znani, ampak to so zagotovo podatki, ki bi nas morali resno skrbeti. In kako v tem kontekstu komentirate izpostavljenost otrok v Soški dolini razmerah, kakršne povzroča sežigalnica oziroma sosežigalnica v Anhovem? Jaz mislim, da je to absolutno nedopustno, da se to ne sme dogajati, niti odraslih, še manj pa otrok, ki so veliko, kot smo povedali, zaradi fizioloških razmer in vzrokov veliko bolj občutljivi in imajo zaradi tega veliko višje tveganje, da bodo čez nekaj let kot odrasli zboleli za različnimi vrstami rakov in tudi drugih bolezni. Dokazano je namreč, da ti najmanjši delci, particulate matter, PM2,5 in 0,1, vstopijo skozi pljuča do najmanjših delov pljuč do alveolov in zaradi svoje majhnosti, ker so tako majhni, lahko preidejo tudi alveolo-kapilarno membrano, preidejo v sistemski krvni obtok in po njem potem pravzaprav do vseh organov v telesu. In dokazano je, da tudi številne druge bolezni, ne samo od teh onesnaževal, ki jih vdihamo, ne zbolijo samo pljuča, ampak tudi drugi organi. Več je tudi avtoimunskih bolezni, zato se sprašujemo, zakaj je več avtoimunnih bolezni, zakaj je več revmatskih bolezni, zakaj je več drugih kroničnih bolezni pri otrocih. Genetski sistem se zagotovo v teh 20-30 letih ni spremenil, to proti temu govorijo vse teorije. Se pravi, edino, kar
kar je lahko vzrok za to povečano obolevnost pri teh kroničnih, nekaterih, ne ravno vseh, ampak nekaterih kroničnih bolezni, je nedvomno okolje, od tega pa je najbolj pomemben ravno zrak. In res je izredno pomembno, da odločevalci, vlada, ministrstva prepoznajo ta problem, zato ker oni so tisti, ki lahko zelo pomembno vplivajo na zmanjšanje izpustov, zmanjšanje onesnaževanja zraka. No.